V mogočni Gruberjevi palači, ki velja za umetnostno-zgodovinski spomenik, smo si ogledali Arhiv Republike Slovenije. Vodil nas je zgodovinar dr. Gregor Jenuš. Uvodoma nas je seznanil, da slovensko javno arhivsko mrežo sestavljajo Arhiv Republike Slovenije kot osrednji državni arhiv, 6 regionalnih arhivov, v Celju, Kopru, Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici in na Ptuju, ter 3 arhivi Katoliške cerkve, koprski, ljubljanski in mariborski. Državni arhiv varuje javno arhivsko gradivo državnih organov, nosilcev javnih pooblastil oziroma javnih služb, Banke Slovenije, državnih in javnih skladov. Varuje slovensko filmsko arhivsko gradivo, skrbi za restavracijo in konservacijo poškodovanega gradiva, vodi zbirno evidenco javnega arhivskega gradiva v državi ter evidenco arhivskega gradiva v zamejstvu in po svetu. Torej, delo v slovenskih arhivih je zelo zanimivo. Po večini si naši uporabniki in javnost predstavlja, da to opravljamo v zaprašenih pisarnah, pregledujemo in prelagamo star papir, je pa delo pravzaprav veliko več, zelo dinamično in velikokrat tudi popolnoma nerazumljivo. Kako bi reagirali, če bi recimo slišali, da v Slovenskem centralnem državnem arhivu peremo gradivo, peremo recimo Dalmatinovo Biblijo, jo razstavimo na prafaktorje, sestavimo in potem, ko je restaurirana, v obnovljeno, več stoletij staro knjigo vstavimo tudi vse tujke, ki so bili v knjigi ob izročitvi arhivov, torej recimo tudi kakšne mrtve muhe, ki so preživele zob časa in še kaj, cvetlice in podobno. Po stopnišču z znamenitimi okrasi smo se odpravili v dvorano, kjer redno razstavljajo tako imenovano arhivalijo meseca, nato pa pokukali v čitalnico. Tja lahko vstopite potem, ko osebne stvari pustite v garderobni omarici. In na poti smo seveda srečali nekaj zaposlenih. Arhivsko delo sicer zahteva ljudi različnih poklicev. Združujemo strokovnjake iz različnih področji, ne le zgodovinarje, kar je pravzaprav nekaj povsem normalnega, da delamo v arhivih, tudi vedno več informatikov, ki skrbijo za našo prihodnost, torej za gradivo, ki nastaja v elektronski obliki in se še nahaja pri naših ustvarjalcih. Vedno več je tudi recimo zaposlenih s področji multimedijskih predstavitev zaradi obravnave filmskega gradiva in pa, kar bo naša prihodnost in bomo jo tale kader v prihodnosti potrebovali, so pravniki. Vedno več je namreč tudi vprašanj, kako rokovati z gradivom, kdaj se sploh sme. Iz čitalnice smo se skozi niz pisarn preselili v pripravljalnico gradiva, nato med dolge vrste arhivskih polic, na katerih počivajo davčne, rojstne, poročne in mrliške knjige ter številne druge zbirke podatkov. Spoznavanje centralnega državnega arhiva hitro zadiši po pustolovščini. Obenem nas navda s hvaležnostjo, da so rodovi skozi stoletja ohranili na tisoče listin, zemljevidov, fotografij in drugih dokumentov, ki pričajo o minulih časih, vestno pa jih bodo preučevali tudi naši zanamci. V prihodnje bo fizični arhiv seveda obstal, toda arhivska dediščina bo v vse večjem obsegu digitalizirana. O projektu eArch.si smo se pogovarjali z njegovo vodjo, doktorico Tatjano Hajtnik. Prilagajamo fotografije, prilagajamo še različne tipe gradiva. V samem projektu imamo kazalnik, da prilagodimo vsaj 1000 enot gradiva ranljivim skupinam, torej slepim, slabovidnim, gluhim, naglušnim.
Zdaj, ali 1000 enot, to je lahko ena knjiga, lahko je pa različni tipi gradiva, to je stvar, kako se stvari potem odvijajo, koliko imamo idej, volje, sodelavcev. To je samo en delček našega projekta, sicer je pa poudarek v našem projektu izdelava programskih orodij, s katerimi bomo olajšali pripravo gradiva za izročitev v slovenske arhive s strani ustvarjalcev. Potem vzpostavljamo virtualno arhivsko čitalnico, kar pomeni, da bomo s tem še povečali dostop do gradiva tudi od doma, če tako rečemo moderno, iz kavča. Pa še malo v preteklost in v še en čisto poseben prostor smo vstopili. Načrtovalec tega baročnega kulturnega spomenika, jezuit Gabriel Gruber, je z gradnjo stavbe začel leta 1773. Nato v njej vodil hidravlično in mehanično šolo, ki je imela tudi astronomsko opazovalnico, med drugim pa v njej dal zgraditi še zasebno kapelo, okrašeno s Kremeršmidovimi slikami. V Ljubljani ima Arhiv Republike Slovenije prostore še v stavbi Kazine na Kongresnem trgu in v kompleksu nekdanje vojašnice ob Roški oziroma Poljanski cesti.